kapne strehe, da so me odločili, da rabi streh se ne sme risati, da je z odlokom to spremenjeno. No in potem smo mi, naša generacija, zaznali, da pravzaprav tukaj je neka kriza, ne, skratka, tisti sistem, ki se je poslavljal, ne, tudi aktivni akteri, recimo, pač socialisti, komunisti, so videli, da so pač želeli nekaj letovati, če se to ni naše, ne, a te bloki so res socialistični, pa so grdi. Bil je tudi drug sloj, ki je prišel bolj z ruralnih kraj, ki pravzaprav nikoli ni pravzaprav zadihal, skratka, takrat je bilo Velenje kot tako najbolj ogroženo. Naša generacija pa pravzaprav smo rekli, da to gre pravzaprav za neko umetnost, to nek modernizem, ki pravzaprav je bil internacionalni slog in da gre za popolnoma napačno vrednotenje teh arhitektur in smo takoj pravzaprav padli v to zgodbo, da je to treba ločiti. Politiko, režim, pa samo arhitekturo. Na kar smo pravzaprav zelo hitro ugotovili, da je pravzaprav Velenje eno zelo specifično mesto in da je v Velenju dobesedno vsa slovenska arhitektura zapisana. Vsa, manjka samo Plečnik. Prvo v Velenju so delali projektanti, ki so se šolali še na Dunaju, v Pravi, še v Stari Jugoslavi. Potem so prišla generacija, ki se je prva šolala tudi na Ljubljanski fakulteti, še v Stari Jugoslavi, potem so generacija v Novi Jugoslavi, tako naprej in tako naprej. Danes, ko se meni pravzaprav čisto nekaj v svetu odprl, ki me tudi nazorsko določil, se mi zdi, da me tudi ustvarjalca določam, imel sem tudi priložnost, da smo z nekim natečajem dobili možnost, da pokažemo, kam gledamo in smo ga zelo zmagali, in 94, no in tukaj bi se na Danilo vezal, mi takrat smo odvrednotili Velenje, kot tako. Mi smo tudi predlagali določene hiše, da se prav zaščitijo z prostorskim aktom, z danim načrtom. Kar se je tudi pravzaprav zgodilo. Žal, na moje žal, se pa dve bistvene stvari niso zgodile, ne? In predvsem se gre, da se njim zopet spostavlja, reciklirana ta cesta Prešernova Mladinski trg, trg Mladinski, ne? Tukaj se mi zdi velika napaka, ki se še zdaj pozna, ne? Jaz sem sicer imel tudi privilegij, da sem celo dve hiši naredil po svojem urbanizmu, tu za Titovo spomenikom, pa ta trg. In še zdaj so tukaj neka nevralna točka, ki ne funkcionirajo. Potem naslednja napaka se mi je zdela, ne vem zakaj, so Velenjčani dali smo neko zavod za zniško varstvo, zakaj zdaj ono možno se glasne. Namreč, ker jaz mislim, da je Velenje še zmeri živo, Velenje ni staro, in tukaj so veliki problemi, če so oni dosti konspicirani za te stvari in še bistveno se pravzaprav razvija. Tako da jaz bi rekel, na nek način sem ponosen in tudi, ko sem imel medijno na voljo 202, če sem tam pohvalil, me je novinar vprašal, na kaj sem najbolj ponosen na tih projektih, in smo tam prišli na to, da smo dansko dvignali samozavest Velenju. Žal pa moram reči, da se mi zdi, da ta samozavest je ostala, da čisto razumejo pa Velenjčani, aktivni Velenjčani Velenja še vedno ne. Hvala. Če sam predem gremo v naslednji krog. Na začetku sem rekla, da je pogovor naporna in da je dolgotrajen proces. Danes vidimo, da je pravzaprav toliko raznolikih pogledov in pravzaprav na vsakega, ki je kaj povedal, bi se dalo razviti razpravo, ampak danes je bila res ideja, da damo priložnost, da slišimo različne zgodbe. Mogoče bo vsak od njih v nekem naslednjem pogovoru povsem samostojen gost in bomo lahko še te zgodbe razvijali naprej. Ja.